se devetošolci od naše šole poslavljamo še zadnjič, preden poletimo novim izzivom naproti. Preden odletimo, imamo še zadnjo nalogo. Po naših najboljših močeh moramo izpeljati to valeto, za katero smo se kar nekaj časa trudili in jo pripravili. Elza, misliš, da nam bo uspelo? Seveda. Naša generacija ima kar nekaj talentov, plesnih, igralskih, likovnih, športnih in glasbenih. Najprej bomo še zaplesali in vas popeljali v latinsko-ameriške vode. Vse devetošolce vabim, da se nam pridružijo na odru. Skozi celotno šolanje so nas spremljali različni učitelji. Vsem smo za njihovo delo iskreno hvaležni. Ker vemo, da smo včasih bili tudi malo naporni, se vam zahvaljujemo za vašo potrpežljivost in iznajdljivost. Hvala tudi za vse trenutke, ko ste nas potolažili, našli spodbudne besede, da nismo obupali ali se z našimi neumnostmi le nasmejali. Naslednjih ni bilo tako malo, kaj ne? Pa se podajmo 9 let nazaj v leto 2015, ko smo prvič prestopili prag naše šole. Nadeli smo rumene rutke in postali prvošolčki. Sprejele so nas učiteljice Nika Kosem, Tina Nikolič in Staša Hočevar-Zajc. Naučili smo se pisati, brati, pa to, da je ena plus ena. Poleg vsega so nas učiteljice spodbujale, da smo pridno razvijali našo namišljijo in pisali pisma namišljenim junakom. Žan in Neja, vabim vaju, da preberete pismi, ki sta jim napisala v prvem razredu. Draga Zofi, zelo so mi bili všeč tvoji čevlji. Tudi tvoje pisma so mi bila všeč. Hvala za metlo in ostale stvari. Veselim se, ker si mi polepšala teden v šoli. Če boš imela še kaj časa, se oglasi jutri, ko bomo prespali v šoli. Pozdravljate tvoja odsoprnica, crkljivka Neja. Činule, minule, manule, bum, Zofi, Zofi, dum, dum, dum.
Postal sem coprnik veselko, všeč mi je bilo, da sem napisal čarobni naboj, da sem letel na čarobni metli, naučil sem se pozdrava, čino le meno le mano le bum, zofi dum dum dum. V prvem razredu smo pridobili veliko spominov. Za vsak objem in obrisano solzico smo med iskreno hvaležni. Čeprav smo iz prvega razreda odšli s solzami v očeh, sta nam drugi razred popestrili učiteljica Tatjana Kukljenik in Darja Gibičar. Dopolnili smo naše znanje s pisanimi črkami in računanjem do 100. Imeli smo prvo šolsko leto z obveznim poukom angleščine. Imeli smo se lepo, bilo je zabavno in aktivno. Za vso vajno potrpežljivost in vztrajnost se vam zahvaljujemo. Hvala tudi učiteljici Dragi Bregar, Simoni Ogulin, učitelju Tomažu Bahču in vsem drugim, ki so z nami preživljali čas v podaljšanem bivanju, kjer smo ustvarjali, peli, plesali in se predvsem veliko igrali. Čas je, da se zopet malo zavrtimo. Devetošolci, pripravite se.
Hvala lepa. Zdaj se pa lahko slišimo. Morate priznati, da smo pri plesnih korakih kar spretni. Naša druga plesna točka sta bila tango in džajv. Po koncu drugega razreda smo že nestrpno čakali prihod tretjega razreda, skozi katerega so nas popeljale Mojca Lužar in Renata Fink-Husič. Prvič smo spoznali, kaj je to poštevanka, in prvič smo se srečali s testi in ustnim spraševanjem. Kot bi mignil, je bilo leta konec. Za nas pa je bilo to zelo pomembno leto, saj smo s prehodom iz 3. v 4. razred zavedno zaključili prvo triado. V 4. razred smo se podali vsi lačni novega znanja in traparij. Skozi leto sta nas spremljali Zdenka Mežan in Mojca Starešinič. V tem letu se nam je zgodilo veliko prigod in nezgod. Dobili pa smo tudi novega sošolca Roka Murglja. Ob prihodu v drugo triado smo v razredu Ailci pustili naš pečat. Legenda pravi, da nekje na stropu 4. A razreda še kar visi gumica. Le kako je prišel gor. Fantje, meni je dolgo cajt, ko hočemo delati. Imamo še 5 minut. Poglej, kjera dobra gumca je nakleknila. Daj da vidim. Jure, to je moja gumca, daj mi jo nazaj. Ja, bomo videli, kam tukaj gre. O, presveta skjera, kam je to zdaj šlo. Daj pečmo, da ne bo kdo videl. Belci smo bili bolj pridni. Medtem, ko so v sosednjem razredu gumice v zrak metali, smo mi zbrali toliko zamaškov, da smo si prislužili obisk na ranč Aladin. Lega, žal. Več mi bomo pomagati. Žan, si v redu? Ne. Najnujnejši ukrep prve pomoči. Jak se znamo? Žal, te kaj boli? Sej bo, Žan. Dajmo ga dvigati. 3, 4, zdaj. Sej bo samo s to. Daj, Žan, se vemo, da ne bo to hudo. V 4. razredu smo opravljali tudi kolesarski izpit. Dragi učiteljici, najlepša hvala za vašo pomoč in dobro voljo, s
s katero sta znali razložiti še tako zahtevno snov ali razložiti še tako nesmiselne težave. Iz 4. razreda smo odšli novim pustolovščinam naproti. V 5. razredu sta naju sprejeli učiteljici Mojča Žefran in Alešo Sušnik-Škeder. Matematiko in angleščino nas je poučevala učiteljica Sanja Pavlinič-Vidic. To je bil čas epidemije koronavirusa, zato smo le nekaj časa preživeli v šoli, mnogo več pa doma. Bilo je zelo zanimivo. Nekajkrat smo se dobili na videokonferenci, za vse je bilo prvič, tako za nas kot za učiteljici. Vsi skupaj smo se kaj novega naučili. Draga učiteljice, preprosto hvala. Zaradi številnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa v 5. razredu nismo imeli zaključne prireditve. Vsak razred pa je moral posneti kratek filmček, s katerim smo se predstavili. Naš je bil najbolj zanimiv. Vsaj tako so nas pohvalili takrat učitelji. Šel je pa nekako takole. Hvala.